V številnih zgodbah o zlu je hudič pogosto opisan kot mogočno bitje, ki želi prevzeti Božjo moč. Toda v islamu je zgodba o Iblisu povsem drugačna. On ni enak Bogu, prav tako ni vladar kraljestva, ki bi se lahko borilo proti nebesom. Namesto tega je bitje, ki se je uprlo, postalo ošabno in nato obljubilo, da bo zavedlo ljudi. V Koranu ga imenujejo tudi šajtan, beseda, ki se nanaša na bitje, ki se oddaljuje od dobrega in spodbuja druge k neposlušnosti. Iblis je posebno ime bitja, ki je zavrnilo Božji ukaz, ko je bil ustvarjen Adam. Pomembno je tudi poudariti, da po islamskem pogledu Iblis ni izvor vsega zla. Lahko skuša, zavaja in daje slabe ideje, vendar ne more prisiliti človeka, saj ostaja vsak posameznik odgovoren zase. Glavni način Iblisa ni neposreden napad, namesto tega uporablja šepetanje, skušnjave in postopno prepričevanje. V arabščini se to imenuje waswasa, skrivne misli, ki vstopajo v in potiskajo človeka proti grehu. V zadnjem delu Korana je opisan prikrit in prebrisan šepetalec, ki šepeta v srca ljudi. To lahko prihaja od džinov. Toda kaj je pravzaprav džin? Po islamskem verovanju džini so bitja, ki jih ljudje običajno ne vidijo. Niso angeli in niso ljudje. Toda tako kot ljudje imajo sposobnost izbire. Lahko sledijo Bogu ali pa mu nasprotujejo. Lahko delajo dobro ali slabo. Po Koranu človek je bil ustvarjen iz gline, medtem ko so bili džini ustvarjeni iz ognja brez dima. Tu postane pomembna identiteta Iblisa. Obstajajo stare razlage in tradicije, ki ga opisujejo kot nekoga, ki je bil med angeli. Toda v Koranu je jasno rečeno, da je Iblis pripadal džinom. Ko se je uprl, je prekršil ukaz svojega gospoda. Njegov padec se je začel z ustvarjanjem Adama. Po zgodbi v Koranu je Bog ustvaril Adama iz gline. Ko je bil Adam oblikovan in mu je bilo dano življenje, je Bog ukazal angelom, naj se mu priklonijo. To priklanjanje ni bilo čaščenje Adama. Bil je izraz spoštovanja in poslušnosti Božjemu ukazu. Angeli so ubogali, toda Iblis je zavrnil. Ko so ga vprašali, zakaj se noče prikloniti, je Iblis rekel, da je boljši od Adama. Za Iblisa je bil ogenj, iz katerega je bil ustvarjen, pomembnejši od gline, iz katere je bil ustvarjen človek. Tukaj se je pokazal njegov pravi greh. Ni se le uprl ukazu. Obsojal je tudi Adama na podlagi materiala, iz katerega je bil ustvarjen. Iblis je povzdignil samega sebe in ponižal bitje, ki ga je Bog počastil. Preprost ukaz je postal preizkus njegovega značaja in v tej preizkušnji je prevladal njegov ponos. Zaradi neposlušnosti Iblis je bil odstranjen iz svojega prejšnjega položaja in preklet. Toda preden je doletela njegova končna kazen, je prosil za odlog do dneva, ko bodo ljudje ponovno obujeni in sojeni. Dovoljeno mu je bilo ostati do določenega dneva. Potem je Iblis odkrito povedal svoj načrt. Približal se bo ljudem z različnih smeri. Greh bo naredil privlačen, zapeljal bo vsakogar, ki bo pripravljen slediti njegovim skušnjavam. Toda Iblis je tudi priznal, da ne more zapeljati zvestih Božjih služabnikov. Tukaj lahko vidimo veliko razliko med zgodbo o Iblisu in običajno podobo hudiča v filmih in legendah. Ni se ni boril, da bi prevzel Božji prestol. Njegov upor se je začel z zavrnitvijo. Dano mu je bilo eno naročilo, a se je odločil, da bo dal prednost svojemu lastnemu mnenju o sebi. Iz ponosa je sledila zavist. Iz zavisti se je rodilo njegova jeza na Adama in njegove potomce. Zato v islamu zgodba o Iblisu ni le o zlobnem bitju. To je tudi opozorilo pred lastnostjo, ki se lahko razvije v vsakomer. Ko človek misli, da je boljši od drugih zaradi svojega porekla, bogastva, moči, znanja ali položaja, ponavlja isto napako, ki je pogubila Iblisa. In od trenutka, ko je zavrnil, da bi se priklonil, se je začel dolg boj, ne med dvema enakovrednima silama, ampak med skušnjavo Iblisa in človekovo sposobnostjo, da izbere, komu bo prisluhnil. Vendar pa obstaja eno vprašanje, o katerem so muslimanski učenjaki dolgo razpravljali. Kaj je pravzaprav Iblis? Je angel ali džin? Po najbolj razširjeni razlagi med muslimani danes je Iblis džin in ne angel. V Koranu je jasno zapisano, da je bil on med džini in da je prekršil ukaz svojega gospoda. Angeli in džini so različne vrste biti. Angeli so opisani kot zvesti Božji služabniki, ki ubogajo njegova navodila. Džini pa imajo sposobnost izbire, podobno kot ljudje.
Lahko ubogajo Boga, lahko pa tudi zavrnejo. Zaradi tega niso vsi džini slabi. V Koranu so džini, ki pravijo, da so med njimi tisti, ki sledijo Bogu, medtem ko so drugi, ki se oddaljujejo od prave poti. To pomeni, da so kot ljudje, med džini so dobri in slabi. To je pomemben razlog, zakaj je mogoče pojasniti neposlušnost ali poslušnost. Kot džin ima možnost izbire. Lahko bi ubogal Božji ukaz, vendar se je odločil, da bo zavrnil. Vendar pa razlage zgodnjih muslimanskih učenjakov o njegovi identiteti niso bile enotne. V prvih stoletjih islama so nekateri razlagalci Korana verjeli, da bi bil Iblis lahko tudi angel. To stališče se je pojavilo zaradi načina, kako Koran pripoveduje o stvarjenju Adama. Angelom je bilo rečeno, naj se priklonijo. Vsi so se poklonili, razen Iblisa. Ker je bilo Iblisovo ime omenjeno v tem dogodku, so nekateri zgodnji učenjaki menili, da je bil tudi on med angeli. Eden izmed znanih učenjakov, ki je zabeležil takšna stara pojasnila, je bil Al-Tabari. Bil je muslimanski zgodovinar in razlagalec Korana, ki je živel v 9. in začetku 10. stoletju. Al-Tabari ni napisal le enega pojasnila. Zbral je različne pripovedi, ki so krožile v tistem času, da bi pokazal različne načine, kako so prvi muslimani razumeli zgodbo o Iblisu. Po nekaterih tradicijah, ki jih je zabeležil, so džini že prebivali na svetu, preden je bil ustvarjen Adam. Pravi se, da je med njimi prišlo do nemirov in nasilja, zaradi tega je bila iz nebes poslana vojska, da jih ustavi. V nekaterih različicah zgodbe je bil Iblis del te vojske, v drugih različicah naj bi bil on eden izmed vodij v boju. Zaradi svojega uspeha in visokega položaja naj bi Iblis postal prevzeten. Mislil je, da je boljši od drugih biti. Zato, ko je bil ustvarjen Adam in je bil dan ukaz, naj se prikloni pred njim, Iblis tega ni mogel sprejeti, da bi izkazal spoštovanje bitju narejenemu iz gline. Pomembno je vedeti, da ta zgodba o vojni proti prejšnjim džinom ni več celoti opisana v Koranu. To je del starih tradicij in komentarjev, ki so jih nekateri učenjaki uporabili za dopolnitev zgodb o džinih. To so podrobnosti, ki v glavni zgodbi niso bile podrobno pojasnjene. Nekateri so to pripoved uporabili tudi za razlago, zakaj je bil Iblis skupaj z angeli, ko je bilo dano naročilo glede Adama. Morda je bil takrat njegov položaj visok in mu je bilo dovoljeno biti v njihovi družbi. Obstajajo tudi stare tradicije, ki pravijo, da je bilo ime Iblisa pred njegovim uporom Azazil, vendar Koran tega imena ne uporablja zanj. To ime se pojavlja le v nekaterih kasnejših zgodbah, komentarjih in mističnih delih. Zato to ime ni tako pomembno kot ime Iblis, ki se jasno uporablja v Koranu. Glavni razlog za razpravo je vers, ki pravi, da so bili angeli ukazani, naj se priklonijo Adamu in vsi so se priklonili razen Iblisa. Vendar ista vrstica tudi jasno pravi, da je bil Iblis eden izmed džinov. Za večino današnjih razlagalcev tukaj ni pravega nasprotja. Morda je bil Iblis skupaj z angeli in zajet v ukaz. Vključen v ukaz ne pomeni, da je tudi sam angel. Na primer, predstavljajte si, da ravnatelj vstopi v učilnico s študenti in enim učiteljem. Ravnatelj ukaže vsem prisotnim, naj vstanejo. Študenti so ubogali, vendar je učitelj zavrnil. Če rečemo, da so vstali vsi študenti razen učitelja, to ne pomeni, da je tudi učitelj študent. Le bil je v prostoru in je bil vključen v ukaz. Po tej razlagi, Iblis je bil skupaj z angeli, ko je bil ustvarjen Adam. Imel je visok položaj in bil je del tega dogodka, vendar je ostal džin. Nekateri prejšnji učenjaki pa so podali drugačno razlago. Po njihovem mnenju, morda je bila takrat beseda džin uporabljena v širšem pomenu. Možno je, da so jo uporabljali za nekatere vrste nebeških biti, ne le za džine, kot jih običajno opisujemo danes. Zaradi tega obstajajo stare pripovedi, kjer se zdi, da Iblisa hkrati imenujejo angel in džin. Morda ti dve kategoriji v mislih nekaterih zgodnjih razlagalcev nista bili povsem ločeni. Skozi stoletja je postala običajna razlaga bolj jasna. Prevladalo je mnenje, da je Iblis džin, ki je nekoč imel visok položaj in je bil skupaj z angeli zaradi svojega prejšnjega čaščenja. Toda ni postal angel samo zato, ker je bil z njimi. Na koncu ni bila razprava o vrsti njegovega stvarjenja najpomembnejši del zgodbe. Pomembnejše je bilo, kaj je naredil, ko je bila preizkušena njegova poslušnost. Iblis ni bil ustvarjen brez sposobnosti izbire.
Imel je priložnost, da uboga. Toda izbral je, da postavi svoje lastno mnenje na prvo mesto in je zavrnil Božji ukaz. To kaže, da lahko celo bitje z visokim položajem in dolgo zgodovino čaščenja pade, če dovoli, da prevlada ponos. Skozi stoletja se je pomen zgodbe o Iblisu razširil. Ni več govor o tem le kot o pripovedi o njegovi neposlušnosti. Muslimanski mistiki in filozofi so jo uporabili tudi za razmišljanje o težjih vprašanjih o poslušnosti, svobodi, odgovornosti in obstoju zla. Ena najbolj kontroverznih razlad je povezana s Mansurjem al-Halajem, znanim sufijskim mistikom, ki je živel v 9. in začetku 10. stoletju. Sufizem je tradicija v islamu, ki prav tako poudarja globoko spoznanje, ljubezen in bližino z Bogom. V nekaterih mističnih angleških literatnih delih, ki jih povezujejo z al-Halajem, je Iblisovo zavrnitev opisana kot tragedija napačne zvestobe. Po takšni razlagi, Iblis ni želel poklekniti pred nikomer razen pred Bogom. Mislil je, da brani popolno čaščenje enega Boga. Zanj je bilo priklanjanje Adamu kot izdaja njegovega prepričanja. Toda težava je bila v tem, da je ukaz dal sam Bog. Zato je Iblisova domnevna zvestoba postala neposlušnost. Raje je sledil svojemu lastnemu razumevanju, kot pa sprejel, kar se od njega zahteva. To ne pomeni, da je al-Halaj menil, da je Iblis ravnal prav ali da je bil nedolžen. Zgodbo je uporabil le zato, da pokaže, kako se lahko nekdo izgubi, tudi če verjame, da brani to, kar je prav. V tej razlagi je usoda Iblisa tragedija. Njegova odločnost je bila trdna, a izbral je napačno smer. Bil je pripravljen sprejeti kazen, namesto da bi opustil lastno razlago o svoji resnični naravi. To ni običajni nauk islama. Gre za globoko in kontroverzno mistično razlago, ki se je pojavila v nekaterih delih in razpravah v srednjeveškem obdobju. Obstajajo tudi drugi muslimanski mistiki, ki so se spraševali, ali ima skušnjava kakšno vlogo v večjem redu sveta. Ker preizkušnja razkrije pravo odločitev bitja, so nekateri videli Iblisovo dejanje kot del procesa, ki ločuje zveste od tistih, ki jih je lahko zapeljati. To ne pomeni, da je njegovo dejanje sveto ali dobro. Bistvo takšne razlage je le to, da se lahko slabo dejanje uporabi kot preizkušnja, četudi je namen storilca še vedno slab. Iz tega se je pojavilo še večje vprašanje, o katerem se v zgodovini islama že dolgo razpravlja. Če se nič ne zgodi mimo Božje moči in vedenja, kako je potem bitje lahko odgovorno za svoje napačna dejanja? Različne skupine in šole mišljenja so dale različne odgovore. Nekateri teologi so dali velik poudarek na popolno moč Boga. Za njih se nič ne more zgoditi brez njegove volje in dovoljenja. Drugi pa so poudarili svobodo izbire. Po njihovem mora imeti človek in džin resnično sposobnost odločanja, da bi bila nagrada in kazen pravična. Sčasoma so nastala različna pojasnila, da bi združili ti dve ideji. Božja moč ostaja popolna, vendar to ne odvzema odgovornosti bitja za lastna dejanja. Preprosto povedano, dovoljenje, da se nekaj zgodi, ni enako kot ukaz, da se to stori. Na primer, učitelj lahko dovoli učencu, da izbere odgovor na testu. Učitelj ve, da lahko učenec izbere napačen odgovor, vendar to ne pomeni, da je učitelj izbral namesto njega. Na ta način so številni teologi pojasnili, zakaj lahko skušnjava obstaja, ne da bi pri tem izginila odgovornost tistega, ki je v skušnjavi. Toda zgodba o Iblisu ni živa samo v knjigah filozofije in religije. Prisotna je tudi v poeziji, glasbi, zgodbah in legendah različnih muslimanskih skupnosti. Še preden se je islam razširil, so bili pesniki v Arabiji izjemno pomembni. Oni so varovali zgodovino plemen, hvalili junake, zasmehovali sovražnike in zabavali na srečanjih. Ker je bil talent dobrega pesnika izjemen, so včasih verjeli, da ima lahko posebne sposobnosti. Nevidno bitje, ki mu daje navdih. Tak navdih so včasih povezovali z džini. Po nekaterih starih verovanjih lahko džin spremlja pesnika in mu daje nenavadne besede, podobe ali ideje. Takšna domišljija se je nadaljevala v nekaterih delih, napisanih po prihodu islama. V literaturi so včasih Iblisa in šajtane uporabljali kot simbol nevarnega, drznega ali prepovedanega navdiha.
Njihova imena so se pojavila v pesmih o vinu, strastni ljubezni, neposlušnosti in užitkih, ki jih verska družba ne sprejema. Eden od pesnikov, znanih po takšnem pisanju, je bil Abu Nuwas, slavni pesnik iz časa Abazidskega cesarstva. Znano je bil po ostrih, igrivih in pogosto izzivalnih pesmih o vinu, ljubezni, veselju in kršenju pričakovanega vedenja. V nekaterih pesmih je uporabljal ime Iblis kot ustvarjalen simbol upora. To ne pomeni, da je pesnik dobesedno verjel v Iblisa ali ga častil. To je del sloga, ki je namenoma šokanten, smešen ali izzivalen. Tudi v ljudskih pripovedkah pojavilo se je prepričanje, da lahko džin nauči človeka izjemnega glasbenega talenta. Obstajajo legende o glasbenikih, ki naj bi se igranja naučili od nevidnega učitelja. V drugih različicah je talent v zameno za nevaren dogovor. Obstajajo podobne zgodbe o glasbenikih, so se igranja naučili od nevidnega učitelja. V legendah je pogosto umetnik, ki prejme izjemno spretnost od duha, vile ali hudiča ali drugega nadnaravnega bitja. To kaže, da so ljudje že dolgo povezovali nenavadne sposobnosti z močmi, ki jih težko razložijo. Vendar je pomembno ločiti ljudske zgodbe o umetniku, ki prejme izjemno spretnost od duha, od islama. Vile, legende o glasbenikih, pesnikih in dogovorih z džini ali drugimi nadnaravnimi bitji. To so del folklore in ustvarjalne književnosti, niso glavno pojasnilo Korana o Iblisu. Pomembno je tudi staro prepričanje o navdihu džinov, da bi razumeli, zakaj je Koran jasno ločil poezijo od božanskega razodetja. V času preroka Mohameda pesniki so imeli velik vpliv v Arabiji. Njihove besede so lahko prinesle čas plemenu, povzročile spor ali uničile ime nasprotnika. Zaradi tega so nekateri nasprotniki preroka trdili, da je Koran le delo pesnika ali rezultat nenavadnega navdiha. Koran temu nasprotuje. V suri Jasin piše, da prerok Muhammad ni bil poučen o poeziji in da mu ne pristoji biti pesnik. To, kar razglaša, je opisano kot jasno sporočilo. Po islamskem razumevanju, Koran ne izvira iz človeškega talenta, iz domišljije pesnika ali iz šepeta džina, šteje se za razodetje od Boga. Ta jasna ločitev je pomembna, ker sta poezija in razodetje lahko enako mogočna za človeški sluh, vendar imata po islamskem prepričanju različen izvor in namen. Poezija lahko izhaja iz izkušenj, domišljije, ljubezni, jeze ali ustvarjalnega človeškega uma. Koran pa muslimani štejejo za sveto sporočilo in vodilo. Skoraj 1400 let se je podoba Iblisa pojavila v številnih oblikah. V komentarjih na Koran je postal predmet razprav o svojem izvoru. V mističnih delih je postal lik v vprašanjih o ljubezni, poslušnosti in napačnem prepričanju. V filozofiji so njegovo zgodbo uporabili za razpravo o svobodi in odgovornosti. V poeziji in legendah je postal simbol upora, skušnjave in nevarnega navdiha. Vse te interpretacije nimajo enakega statusa. Nekatere so postale del glavnega učenja islama, druge pa so ostale le v zapisih mistikov, pesnikov, filozofov in pripovedovalcev. Toda širina razlag kaže, da strah ni bil edini odziv ljudi na zgodbo o Iblisu. Uporabili so jo tudi za preučevanje težkih delov človeškega uma, prepričanj in vedenja. Kako lahko stališče, za katerega mislimo, da je pravilno, postane napačno? Kdaj postane zvestoba lastnim prepričanjem trma? In kako lahko človek prepozna, ali gre res za poslušnost ali pa le za branjenje lastnih želja? Tukaj ostaja pomembna zgodba o Iblisu. Ne zato, ker bi ponujala preprost odgovor na vsa vprašanja o zlu, ampak zato, ker kaže, da je lahko prepričanje nevarno, če ga ni več mogoče preveriti, popraviti ali izzvati. Na koncu, najhujša napaka se lahko začne ne zaradi pomanjkanja vere, ampak zaradi pretirane vere, da lastni um ne more zgrešiti.